prikolica sena iz trdne površine bila 1000 evrov. Če rečem kar tak na hiter. In če bi to neke državni uslužbenci obdelovali taka zemlja, tako državni uslužbenci oziroma državni gozdovi, ki jih imamo, se verjetno ne bi splačalo več obdelovati, ker ura, ki je nekako določena 17-18 evrov na uro za zaposlenega delavca, kolikor stane, bi en breg, ki bi pridelo eno prikolico, nakladalno prikolico sena, to se pravi tako 19-20 kubično, bi bilo to kur noter, da se absolutno ne bi splačalo. In mi smo tisti, ki imamo bregove, ki obdelujemo bregove, smo praktično eni komunalci, najcenejši komunalci, veliko cenejši, kakor Romuni v hmeliščih ali pa neki, tako se reče, kot sužnji. Pokrajina ali pa kulturna krajina, kakorkoli že imenujemo, enostavno ne bo mogla obdržati takšna, ki je zdaj čisto preprostega razloga, zato ker tako vidimo, kako je danes, kjer je narodnjem, pa da se še da s traktorji hitro pokositi, še dobiš človeka, pa da ti pokosi, v brevih je pa ogromno ročnega dela, je pa to problem. In jaz vidim gor v našem kraju, v naši občini, ki dobro poznamo mlade te pobe, ki so generacije mojega sina in hčere, to gre vse na šiht. To gre vse na šiht. In enkrat, ko sem se pri nas doma pogovarjali, kam odredili s tem bregom, je rekel sin, je se zasadno jih. In tudi tako sem odločil, pa še marsikoga sem čul, da bo pač tako naredil, zato ker enostavno, čeprav, tako sem Stanko rekel, ta isti breg je, da so moji starši so ga še orali. Jaz sem ga še kosil 2-krat na leto, zdaj je pa še samo sanitarna košnja, pa oce, sin je pa rekel, da... Zato je ključnega pomena, da mi moramo zmotivirati tudi naše mlade, da bojo v kmetu kot poklicu videli prihodnost. Dokler tega ne bomo dosegli, bomo imeli večne probleme. Lahko še ne vem, kakšne ukrepe sprejemamo, če ne bo cenovna politika naravnana na tak način, da bo videl, da se mu pač enostavno splača biti na kmetiji, ker danes pa ostaja na kmetiji tisti, ki jih pač starši na nek način pripravljajo, pa sami čutijo to pripadlo slovenskim kmetiji. Ampak tega je zdaj, vidite, če je neka dobra plača, hitro to se spremeni. Zato mora to biti tudi naša politika, naš program temelji k tem, k družinskim kmetijam, k cenovni politiki primerni in pa kmetijskih zemljiščih, ki jih rabimo za obdelavo. Ne pa to, kar se je delalo pod to vlado, 100 hektarov spremeniti čez noč ni noben problem, ampak tam gor, da bo nikoli več krompir rastel, pa ničesar. Miselnost v Sloveniji je taka, da tisti, ki dela nekje druge, ko v kmetijstvo dela za denar, manj kmet bi pa naj delal pa iz ljubezni. Iz ljubezni, ampak iz tiste ljubezni do tiste male kmetije se ne da že drugo. Mi bi mogli v kmetijstvu biti neko pavšalno obdavčitev in bi s tem rešili vse stvari. Tukaj je to, katastarski dohodek ni po mojem mnenju, ni primerno obdavčitev. In pa še to, kar je zdaj bilo, čeprav je pač zakon bil sprejet in je bilo ta prehodno obdobje, na koncu bo vseeno obdavčitev, v bistvu, da je v gozdarstvu za 200% večje, kot je bila 2013, dokler je pač bil ta zakon, da je bil zakon zamrznjen, pa do zdaj ostalo se tudi povečuje. Noben ne reče, vsi v kmetijstvu, mi smo za to, da se davki pa te stvari plačuje tako vsi ostali, tukaj ni problem. Ampak treba je pa to dati na način, da dejansko od tiste, kar si predelal, da plačaš davek, ali pa pavšalno, pa potem po računici delajo. Ne pa, da ti nekdo na neki nivi, ki je potencijalno, da boš predelal toliko kukuruze, vmes imamo pa sušo, pa še kak neurje, in je potem pa, vidite, kako dolgo pa traje, če mi tako je zdaj primer tega žledoloma, zdaj popisujemo škodo, do poletja bomo popisovali malo, pa bomo sprejeli zakon, če bo več kot tiste 0,3 promile, potem bomo pa izplačali nek drobiž leta 2019, pa 2020, ko je že vse mimo, pa že kakšna druga vmes. V tem je problem.